Razstavo fotografij vozil, ki so jih nekoč izdelovali v Tamu, so pripravili ob 70. obletnici te nekdaj največje jugoslovanske tovarne, ki je v najboljših časih zaposlovala kar 11.000 ljudi. Zaradi njene vpetosti v širši jugoslovanski in mednarodni prostor pa je po oceni avtorja razstave od Tama živelo okoli 100.000 Jugoslovanov. Tam je bil nekoč tako velika tovarna, da si potreboval 1 uro, da si obhodil vso ograjo, ki je takrat ščitila tovarno. Tovarna avtomobilov Maribor je brez dvoma pustila izredne sledove, ki še danes pričajo v Rusiji, v arabskih državah, kajti v teh državah še vedno vozijo mariborski avtobusi, mariborski tovornjaki, toliko jih je, da je v egiptovski Aleksandriji bila postavljena tovarna rezervnih delov. Razstava, ki se s postavitvijo na ograji okoli muzeja odpira v mesto, prikazuje najbolj značilne modele avtobusov in tovornjakov med leti 1947 do danes. Lastnica proizvodnih prostorov je danes družba Tam Europe. Kitajski lastnik, ne? Brez dvoma, že se tem, da je pustil emblem, znak nekdanje tovarne avtomobilov, sicer nekoliko, kako bi rekel, preoblikovan, modernejši znak, ne, kaže, da želi graditi na tradiciji. Gre za zelo kvalitetne turistične avtobuse, prav tako gre za avtobuse za letališča. Razstava Ranjeni in bolni pa predstavlja partizansko saniteto, torej material in zdravila za ranjene partizane na območju Štajerske, Koroške, Savinjske in Kozjanskega zadnji 2 leti vojne. Predtem namreč na tem območju partizanskih bolnišnic ni bilo. Za ranjene so skrbeli bolničarji in študentje medicine, tudi v manjših bolniških skrivališčih, ki jih je skupno z bolnišnicami bilo okoli 70. Pogled na ta oddaljeni del zgodovine med drugim razkriva, da se zanimivo, ko sedemo na zobozdravniški stol, do danes ni kaj veliko spremenilo. Vsak predmet pripoveduje svojo zgodbo, samo prebrati jo moramo znati. Zdaj, če mene osebno vprašate, je najbolj zanimiv predmet zagotovo tako imenovana zobozdravstvena postaja, kjer imamo zobozdravstveni strojček, vrtalni strojček na nožni pogon in zraven kovček, ki je bil načrtno narejen za zobozdravstveno dejavnost, v katerem so spravljeni vsi zobozdravstveni pripomočki, ki jih je Franc Janežič, ki nam je to podaril, v času narodno-osvobodilnega boja kot dentist tudi uporabljal. In v bistvu ta zbirka tako v celoti, kot je predstavljena na razstavi sedaj, ni bila predstavljena še nikoli. Razstavi, ki med drugim kažeta tudi, kaj ima preteklost še skupnega s sedanjostjo, sta odprti o Tamovih vozilih do septembra in o partizanskem zdravstvu do oktobra letos.